Dober večer, spoštovani gospe in gospodje, cenjeni dobitniki priznanj, dragi gostje in prisrčno dobrodošli na osrednji slovesnosti ob praznovanju občinskega praznika občine Medvode na slavnostni seji občinskega sveta. Občinski praznik povezuje. Je tisti dan, ki nas spomni na bogastvo, ki ga nosi človek v sebi. Dan, ki nas poveže in opomni, da ne vrag, le sosed bo mejak. In je dan, ko se ponosni na velika dejanja našega zavetnika Jakoba Aljaža zazremo vase in poiščemo tisti vrh gore, ki ga bomo osvojili mi za svoje prihodnje rodove. Zato današnjo prireditev posvečamo vsem vam, ki z velikimi srci svoj čas, trud in veselje delite z nami, nam vedno znova pričarate nasmeh na usta in naša srca napolnite z radostjo in mirom. Hvala Združenim pevskim zborom iz Medvod in otroškemu pevskemu zboru, ki so nas prav v tem duhu s svojimi glasovi že zapeljali na popotovanje ponosnih občutij do našega kraja in soljudi. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. Besede, ki naj čim večkrat orišejo tudi našo skupnost. Spoštovani, zdaj pa na oder vabim župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Spoštovani gostje, častni občan občine Medvode, gospod Julij Novlan, kolegi župani občin Jezersko, Jure Rebolj, Šenčurja, Ciril Kozjek, Škofljice, Ivan Jordan in sosednjih Vodic, Aco Šuštar. Spoštovana podžupanja, člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi kolegi sodelavci iz občinske uprave, direktorji javnih zavodov, predsedniki in člani svetov krajevnih in vaških skupnosti, cenjeni gospodarstveniki, župniki, predstavniki društev in organizacij, dragi sorodniki Jakoba Aljaža, dragi občani. Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta o praznovanju občinskega praznika v spomin Jakoba Aljaža.
Tokratni slavnostni nagovor, ki je zadnji v iztekajočem se mandatu tako župana kot občinskega sveta, oblikujem kot iskreno zahvalo vsem za vse, kar nam je bilo dano. Niso pomembni le veliki možje, velikih dejanj in besed, kot je denimo naš zavetnik Jakob Aljaž, pa mnogi veliki Slovenci, ki so nam tlakovali pot do današnjega dne, ter različni mojstri pisane besede, ki jih slavi naš narod. Ne, pomembna je vsaka misel, beseda in dejanje vsakega izmed nas. Kajti naš skupni pogled je sestavljen iz množice samostojnih, kjer vsakdo lahko prida dobro ali slabo, lahko prida svetov ali mrk pogled. In ker smo v resnici vsi na isti poti, poti minevanja, potem je gotovo bolje, če skušamo naše tirnice naravnati na svetav pogled in dobro besedo. Kajti le tako nam mnogokdaj uspeva tudi tisto, kar se zdi nemogoče, kar se zdi utopija. Prav Cankar, ki se ga letos še posebej spominjamo, je zapisal: utopije pa imajo že od nekdaj to čudno lastnost, da se ponavadi uresničijo. Dragi člani občinskega sveta, sodelavci v občinski upravi, ozrimo se nazaj 4 leta. Se še spomnite, s kakšno mero nepoznavanja in nespoznavanja smo začeli? Kako se je zdelo, da bo premik nemogoč in razdalje med nami včasih prevelike? A utopija, da je sodelovanje mogoče, če se različne poglede skozi prizmo skupnosti usmeri v točke realizacije, je postala resnična. Vesel sem, da smo uspeli mandat občinskega sveta prepluti po vodah, ki niso bile vedno mirne, saj mirne vode kapitana uspavajo. A smo znali spoštovati včasih različne poglede, z glasovanji odločiti in se sprejetih zavez držati. Hvala tudi članom nadzornega odbora. V skladu z vašimi ugotovitvami in nasveti smo se trudili odpravljati napake, ki se pojavijo, kajti kdor dela, gotovo tudi greši. Dragi sodelavci, kako pestra leta so za nami, vemo najbrž samo mi, ki smo pogosto skupaj preživeli več časa kot s svojimi družinami, ki smo vsak dan sedali za mizo in včasih glasno, včasih celo zelo glasno, iskali rešitve, ki jih naplavi vsak dan posebej. Kajti dan na občini nikoli ne mine tako, kot si ga zjutraj zastaviš. Hvala vam za obilno mero potrpljenja in razumevanja, tudi takrat, kadar se mogoče nismo razumeli. In če ravno včasih niste imeli občutka, vam zagotavljam, da globoko cenim delo tistih, ki predano uresničujete zastavljene cilje, če tudi so besede pohvale, tudi iz skupnosti, prej izjema kot pravilo. Sadovi občinskega sveta in dela sodelavcev v upravi pa so vidni tukaj pred menoj. Cankar je zapisal: če kdaj, v teh časih je potreba, da si zvesto pogledamo iz obraza v obraz, da si sežemo v roke, se strnemo v eno vrsto. Strahopetec je, kdor zdaj trepeče in bi se mu ob takem zbližanju morda ne odkrhnila ta ali ona mrvica njegovih strankarskih načel in njegovega svetovnega naziranja. Prijatelji, zdaj gre za življenje in jaz upam v življenje. In takrat, kadar si uresničimo to pravo življenje, takrat si bomo zopet pogledali v oči in se povprašali: kdo si, kako misliš ti, ali si mi brat ali ne brat. Samo skupaj zmoremo več in to velja za vse: zakon, družino, skupnost in državo. Toliko bolj je danes potrebno iskati sodelovanja povsod, saj le tako uspemo premakniti razvoj celotnih regij v hitrejši korak in koristi, ki bi jih vsak posamezno le stežka dosegel, postanejo uresničljive. Hvala vam, dragi kolegi župani, vam, ki ste si danes vzeli čas in nas počastili s svojim prihodom, in mnogim drugim, s katerimi smo sodelovali. S podobnimi težavami se srečujemo in lepo je, ko skupaj podiramo meje med občinami in delamo z roko v roki. In vedno, kadar se pogledamo v oči, je odgovor: kdo si, kako misliš ti, jasen. Vse, kar človek resnično iz sebe naredi, brez ozirov in brez pomislekov, je zmerom dobro, še pravi Cankar. Vsak dan se srečujemo v službi,
na poti, v prostem času. Vsak dan posebej zaznamujete naš dan. Nasmeh knjižničarke, objem vzgojiteljice, dobra beseda učitelja, odprta vrata športne dvorane ali vodne igre v počitniškem varstvu najmlajših. Hvala vam, sodelavci v javnih zavodih, za vse, kar naredite iz sebe za druge. Kdor ne misli na druge, bo nekega dne spoznal, da tudi drugi ne mislijo nanj. Spoštovani nagrajenci, letošnji in pretekli, dragi občani, ki ste tako ali drugače aktivni v različnih društvih in organizacijah. Ta zadnja Cankarjeva misel velja prav vam, vsem, saj ste vi prvi, ki na premnogih področjih skrbite za to, da nam je vsem mar za sočloveka. Da so Šmarna gora, Dolomiti, Strugi, Save, jezero, Smleški grad in Sorško polje, ki meje naših krajev so, prostor, kjer mislimo in živimo drug z drugim. Spoštovani prisotni, naj zaključim ta nagovor s sklenitvijo misli, ki sem jo začel na začetku. Da je torej pomembno, da znamo iz velikih besed in dejanj naših največjih vzornikov črpati moč in voljo za odločitve nas, majhnih ljudi, v našem vsakdanu. In če kdaj na naši poti zaidemo na pota malodušja in dvomimo, ali je pot pogovora in sodelovanja prava, takrat se le spomnimo na našega Jakoba Aljaža, ki je rekel: saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala vsem za vse. Gospod župan, hvala tudi vam za te prisrčne besede. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan v poletni vročini, na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhe, da tam si spočijem v samoti srce. Kjer potok izvira v Salorju pradan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, četudi je svet, začaral čudesi mi večkrat pogled. Tudi nasmehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil, ljubiče, vsak čas. O tebi sem sanjal svet svetih goran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan.
Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso opisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi uteh in skriva vsak po svojih se poteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In kadar bi se zavedeli, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. Ljudje, če v vaših bi očeh razbral, po kakšnih hodite poteh, in če vsakdo vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal. Manna gora Dolomiti, strugi Save jezero, Smeški grad in Soško polje, meje naših krajev so. Polja plodna domačije, delaven slovenski rod. Dragi kraj gorenski, to podoba je Medvod. Dom naš dragi je kraj gorenski, to podoba je Medvod. Vesne nami bistra Sava, čim Triglavskih je gora. Naš ponos srebrna sora, kras je kraja našega. Polja plodna domačije, delaven slovenski rod. Dom naš dragi kraj gorenski, to podoba je Medvod. Dom naš dragi je kraj gorenski, to podoba je Medvod. Dom naš dragi je kraj gorenski, to podoba je Medvod. Šmarna gora, Dolomiti, v strugi Save jezero, Smleški grad in Sorško polje meje naših krajev so. Polja plodna domačije, delaven slovenski rod, dom naš dragi kraj gorenski, to podoba je Medvod. Hvala združenim zborom za vaš prispevek s čudovito energijo, ki odseva vašo veliko ljubezen do Medvod. Spoštovani, na oder pa zdaj vabim Romana Verasa, predsednika Komisije za priznanja občine Medvode, da nam predstavi delo komisije. Ja, hvala lepa za besedo in dober večer vsem v imenu Komisije za občinska priznanja. Komisija je letos prejela 8 predlogov za dobitnike plaket in medalje občine Medvode ter en predlog za naziv častnega občana občine Medvode. Vse vloge smo skrbno in podrobno pregledali, vse odločitve pa so bile sprejete soglasno. Vlogo za častnega občana občine Medvode je komisija zavrnila. Z veseljem moram poudariti, da je večina prejemnikov s svojim delovanjem po eni strani še kako prispevala k ugledu občine, tako izven njenih meja v Sloveniji, kot tudi v svetovnem merilu. Njihovo pestro in obširno delovanje je vredno vsega občudovanja. Eni so se posvetili
uveljavitvi visoke vrednosti filmske kulture, ohranjanju kulturne dediščine ter neposrednemu vključevanju v širše družbene skupnosti. Da lahko ljudje uresničijo svoje sanje in da lahko z močno voljo njihovo pravljico vključijo v živo dogajanje, ki je v ponos kraju, je dokazala ekipa ustvarjalcev spomina na kmečke upore v Smledniku. Ljudje se težko odpovemo svoji lastini, kar pa ne velja za enega od naših nocojšnjih nagrajencev, ki je kot otrok doživel in preživel strahote nemškega taborišča Auschwitz. Zelo dobro ve, kaj pomeni dobrota, darežljivost, še posebej, če je ta namenjena v korist občanov in krajanov. Velika predanost pri reševanju številnih težav invalidov in želja po pomoči pa krasi poleg ostalih dobrih lastnosti našo naslednjo nagrajenko. Tako kot odlikuje naslednjega nagrajenca velika ljubezen do glasbe, ki daje našemu življenju globlji smisel in njegov prefinjen odnos do sočloveka, ob katerem lahko postanemo boljši ljudje. Podobne lastnosti izžareva tudi nagrajenka, ki je mentorica, učiteljica in prostovoljka v pravem pomenu besede in ki ima poleg tega še izreden čut za osebne težave in stiske ljudi. Neprecenljiv prispevek na področju humanitarnih, družbeno koristnih del, nudenju prve pomoči ljudem in živalim, preprečevanju škode na premoženju, vse to in še bi lahko našteval, pa ne bom, ker vem, vsi vemo, za koga gre. In če nekdo deluje vse življenje na področju šaha in je bistveno prispeval k njegovemu dvigu na lokalni in mednarodni ravni, ter še kako prispeval k razvoju šahovske kulture in šahovskega športa, ja, potem si nedvomno zasluži občinsko priznanje, tako kot vsi letošnji nagrajenci, ki so svojim delovanjem ogromno prispevali k pojavu, ki nažalost počasi ugaša, usiha. To pa je k medsebojnemu povezovanju in organiziranosti z vsemi njegovimi pozitivnimi človeškimi vrlinami. Večina dobitnikov je delovala ali v društvih in ustanovah ali pa samostojno. Področja njihovega delovanja pa so tudi letos dokaj različna. Šport, šah, umetnost, film, glasba, domača obrt, sociala in humanitarna pomoč, donatorstvo in seveda gasilstvo. Primerno različnim vrstam in vsebini vlog pa so bili različni tudi predlagatelji z zanimivimi, predvsem pa ljudskimi predlogi za priznanja. Kot sem že poudaril, smo člani komisije vse odločitve sprejeli soglasno, predlogi pa so bili razen enem primeru zelo prepričljivi. Sklep komisije se tako glasi: podelijo se 4 plakete občine Medvode in 4 medalje občine Medvode. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, saj ste s svojim delovanjem v korist lokalne skupnosti dosegli stvari, ki bogatijo naše medsebojne odnose in nas delajo boljše ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Veras, za tole predstavitev. Gospoda Verasa bom prosila, da kar ostane blizu odra, kamor vabim zdaj tudi gospoda župana Nejca Smoleta, kajti skupaj bosta podelila priznanja občine Medvode. Ob občinskem prazniku se za delovanje na različnih področjih družbenega življenja zahvalimo občankam, občanom in organizacijam, ki prispevajo k polnejšemu življenju. V prvem delu slovesne prireditve bomo najprej podelili medalje.
Medalja občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju. Komisija se je torej odločila, da medalje podeli 4 prejemnikom. Medaljo občine Medvode prejme Simona Bukovec. Združenje invalidov Forum Slovenije, ki že 22. leto deluje na območju občine Medvode, predlaga našo sodelavko, izvajalko posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, Simono Bukovec, za prejemnico medalje občine Medvode za njeno neprekinjeno in neutrudno delo z invalidi na območju občine Medvode od leta 2002 naprej. Simona Bukovec se je aktivno vključila v naš posebni socialni program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja leta 2002 in že istega leta pričela delati v občini Medvode, kjer še vedno uspešno izvaja ta program. V teh 16 letih je spremljala najtežje invalide in starostnike s številnimi kombiniranimi motnjami. Veliko tistih, ki so bili uporabniki teh brezplačnih uslug, je že pokojnih. Vsako leto posveti svojo pozornost novim uporabnikom z večjimi ali manjšimi invalidnostmi. Njeno delo je predvsem obiskovanje teh oseb na njihovih domovih ali v domovih za starejše. Taki obiski oziroma srečanja so namenjena zlasti pogovoru, treniranju mentalnih sposobnosti in spomina, branju, sprehodom, urejanju osebne garderobe in podobnemu. Delo Simone Bukovec je pomembno, a morda na videz manj opazno. Njena predanost invalidom in želja po pomoči pa sta tudi v naši organizaciji postali že besedi za opis vzornega izvajalca posebnega socialnega programa. Gospa Simona Bukovec je žal odsotna in bo priznanje prejela naknadno. Nadaljujemo. Medaljo občine Medvode prejme tudi Janez Deželak. Janez Deželak je občini Medvode podaril 3400 kvadratnih metrov zemljišča za gradnjo krožišča na Senici in za gradnjo pločnika za pešce in kolesarje. Poleg tega nas splošno prispeva k razvoju kraja in združuje ljudi, saj se tedensko udeležuje srečanj v klubu ljubiteljev namiznega tenisa in občasno prireja gledališke predstave. Janez Deželak je že vrsto let tudi predsednik odbora internirancev pri Zvezi združenja borcev NOB, saj je bil kot otrok z družino odpeljan v taborišče Auschwitz, odkoder pa so se vrnili le otroci, starša sta tam umrla. Postal je inženir strojništva, služboval v različnih slovenskih krajih, postavil pa je tudi več kot 30 tovarn za proizvodnjo kamene volne po vsej Evropi in Kazahstanu. Čestitke. Medaljo občine Medvode prejme tudi ekipa ustvarjalcev spomenika kmečkim uporom v Smledniku. Prosim predstavnike, da se nam pridružijo na odru. Ob snovanju ciljev dela krajevne skupnosti Smlednik za leto 2014 so razmišljali o prihajajočem letu, času 500. obletnice velikega kmečkega upora na Slovenskem. V evforiji trenutka so, ne da bi vedeli kaj, kako in s kakšnimi sredstvi, začeli že takoj debatirati tudi o možnem mestu postavitve spomenika, ki bi primerno zaznamoval obletnico. Pogumnim pomaga tudi sreča. V času iskanja poti k uresničitvi cilja se je v časopisju pojavil članek o nekem ljubljanskem tekmovanju umetnikov v izdelavi skulptur iz lesa z motorno žago. Med udeleženci tega tekmovanja so bili tudi krajani Smlednika. Brez posebnih zadržkov se je odzvala ekipa v sestavi: Bogdan Jerič, Bojan Kranc, Helena Rismondo in Miro Rismondo, ki so se samostojno lotili projekta od snovanja idejnih rešitev do obdelave lesa in finaliziranja končnih izdelkov. Ekipi se je pridružil še Janez Strojan z nalogo spremljanja dogajanja s fotoaparatom in arhiviranja posnetkov.
Spomenik kot celota je vrhunski umetniški dosežek ekipe in se danes kaže kot pomembna kulturna obogatitev kraja, ima status krajevne znamenitosti in je simbol pripadnosti domačinov. Vsem sodelujočim, ki so v slogi z vzajemnim prostovoljnim delom in vlaganji pomagali pri izvedbi projekta, pa lahko spomenik pomeni tudi dokaz, da je s trdno voljo mogoče doseči skoraj vse. Iskrene čestitke ekipi. Medaljo občine Medvode prejme tudi prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče. Tudi njihovega predstavnika vabim na oder. Medaljo občine Medvode prejme prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče za izjemne dosežke in neprecenljiv prispevek na področju humanitarnih in družbeno-koristnih del na področju gasilstva, učenja gasilskih veščin, dajanja prve pomoči, ko gre za reševanje ljudi in živali in preprečevanja škode na premoženju, še zlasti pa pri vključevanju mladine pri vajah in vseh prostovoljnih delovnih in tekmovalnih akcijah. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče je izjemno aktivno že od leta 1901. V društvu je aktivnih preko 200 članic in članov, ki dihajo kot eno in gojijo pozitivne vrednote. V preteklih letih jih odlikuje kar nekaj pomembnih dogodkov, v katerih so sodelovali. Sodelovanje in pomoč pri poplavah, vsakoletni prevozi starejših, oslabelih in invalidnih vaščanov na Šmarno goro ob Aleševi poletni maši, pomoč in sodelovanje z vsemi društvi v krajevni skupnosti Pirniče in drugo. V letu 2017 pa sodi najdražji zastavljen in izpeljan projekt, nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25, ki ga je sofinancirala občina Medvode. Ob slavnostnem prevzemu vozila so izvedli parado in obvezno veselico po dogodku. Vrednote, ki so sestavni del kulture prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče so spoštovanje, odgovornost, predanost in vključenost. Čestitke, iskrene čestitke torej vsem prejemnikom priznanj, hvala pa predsedniku komisije in gospodu županu za podelitev. Povsod, kamor seže pogled, lepota zasanjana, kje najti, še lepši je svet, kje lepše je kot doma. Se s hribov v daljave zazrem, prek gričev, dolin, gora, v daljavi še modro morje uzrem, kje lepše je kot doma. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, prek gričev dolin gora, v daljavi še modro morje uzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej
vej, še oblaček ti bil, obhodil že vasi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti. A kamorkoli že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje. Vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre. Od tega na nebu se zvezda ospe. Cvetu, tam, kjer ptički pojo lepi dragi, tam, kjer encijan plava s Prešerna bahal nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Je Aurikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno, a z visoke pečine grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vse mine. Vedno bom ljubila.
Hvala Moniki in Blažu Avsenik za prijetno glasbeno popotovanje po naših prelepih krajih, po zelenem dragulju Sloveniji. Spoštovani, pred nami pa je že drugi del podelitve priznanj, podelitev plaket občine Medvode, in zato na oder še enkrat vabim predsednika komisije in župana. Plaketa občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kakovosti življenja na območju občine Medvode. Plaketa občine Medvode se podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela ter posameznikom za življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Komisija se je odločila, da podeli 4 plakete. Plaketo občine Medvode prejme Majda Tratar. V njenem imenu bo priznanje sprejela Marija Tome. Majda Tratar je mentorica in učiteljica ter prostovoljka v pravem pomenu besede. Ima izreden pedagoški čut za mentorsko delo, hkrati pa tudi posluh za osebne težave in stiske ljudi, ki jim nesebično pomaga. Leta 2009 se je Majda Tratar upokojila in preselila v Medvode ter se vključila v društvo upokojencev Medvode. Malo zaradi druženja, predvsem pa zaradi želje najti nekaj, kar bi zapolnilo veliko prostega časa, ki ga prej ni imela. Vse življenje so jo veselila ročna dela, morda zato, ker so bila v njenem domačem okolju zelo razvita in cenjena. V društvu se je vključila v krožek ročnih del in kmalu ugotovila, da jo poleg tradicionalnih ročnih del, kot so pletenje in kvačkanje, zanima še veliko več. Tedanji vodji krožka ročnih del Ivanki Gaber je predlagala, da bi organizirali delavnice za učenje česa novega, modernega in z novimi materiali. Člani krožka so sprejeli njen izziv in tako se je rodil zametek ustvarjalnih delavnic, katerih mentorstvo je leta 2012 prevzela Majda Tratar. Ob tem delu se je razvila v mentorico in učiteljico ter pobudnico številnih novih ročnih del in njihove predstavitve javnosti. Majda Tratar od vsega začetka svojega delovanja v društvu veliko prostega časa porabi za tematsko in metodično pripravo ustvarjalnih delavnic. V obdobju svojega mentorstva je Majda Tratar organizirala več kot 60 delavnic z različnimi izdelki, materiali ter tehnikami. Prve izdelke krožka ročnih del je razstavila v prostorih društva in postopoma ustvarila stalno zbirko izdelkov. Na njeno pobudo društvo upokojencev vsako leto organizira tudi krompirjev dan. Po zaslugi Majde Tratar pa je leta 2015 prišlo do pobratenja med društvoma upokojencev Medvode in Kočevje. Čestitamo. Plaketo občine Medvode prejme tudi Janez Meglič. Janez Meglič, filmski ustvarjalec, član Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, podpredsednik KUD Jarem, član prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče Vikrče za vrh, 5 let predsednik komisije za veterane in član upravnega odbora UKZ Medvode, prejme plaketo občine Medvode za svoje delovanje na področju kulturnega ustvarjanja v občini Medvode. Kot človek je odločen, nepristranski in nima političnih motivacij in že nekaj let s svojim delovanjem širi ugled občine Medvode po Sloveniji. Janez Meglič je kot filmski režiser ustvaril nekaj filmov, ki jih je predvajala televizija Slovenija na svojem prvem programu. Dokumentarna filma Jakob Aljaž Fragmenti in Peče na slovenskem sta filma, ki sta imela velik odmev pri gledalcih po vsej Sloveniji, kjer sta bila predvajana. Tretji film, ki ga je končal lansko leto, ima naslov Pentaptih pa se sliš in je film o smeških pritrkovalcih, o pritrkavanju. Želel je dokazati, da je pritrkovanje glasba, ne hrup, kot trdijo nekateri. Enega izmed zastavljenih ciljev je Janez Meglič poleg že omenjene visoke vrednosti ohranjanja mednarodne kulturne dediščine in umetniške ter znanstvene vrednosti dosegal tudi z neposrednim vključevanjem širše družbene skupnosti. Sožitje in nova spoznanja med člani različnih institucij, društev in krajanov občine Medvode, še posebej Smlednika, Hraš in Pirnič, ki se je med snemanjem in predvajanjem filma ustvarilo, pomeni za kulturo še veliko vrednost ter zasluži vso pohvalo in priznanje.
Čestitke, gospod Janez Meglič. Plaketo občine Medvode prejme tudi Albin Košir. Albin Košir je bil kot prvi v družini s 7 otroki rojen dobro leto pred koncem druge svetovne vojne. V vaškem kmečko-delavskem okolju pri Sveti Katarini je odraščal v slabih materialnih in težkih družbenih razmerah povojnega časa. Očetov zgled je tudi sicer močno vplival na njegovo življenjsko pot. Oče kot partizan prvoborec namreč po vojni ni opustil svojega verskega prepričanja, niti ni spremenil svojih življenjskih nazorov. Že pri 17 letih je nasledil očeta v službi organista v domači župnijski cerkvi, ki jo po več kot 50 letih še vedno zavzeto in odgovorno opravlja. Ob redni osnovni šoli je 2 leti obiskoval glasbeno šolo v Medvodah, pozneje pa tudi orglarsko šolo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po poklicni litostrojski šoli, na kateri se je izučil za strugarja, je krajši čas delal v litostroju, nato pa polnih 38 let v ljubljanskih mlekarnah. Ob šoli in nato ob delu se je vse skozi glasbeno udejstvoval in izpopolnjeval. Poleg orglanja in vodenja cerkvenega pevskega zbora v domači župniji je kot baritonist nastopal v več pevskih zborih. Kadar je bilo treba v domačem kraju stopiti skupaj, je bil po svojih močeh vedno pripravljen pomagati. Ko je bilo najbolj potrebno, je zbral tudi dovolj poguma, da je prevzel vodenje krevne skupnosti Katarina. S svojim pozitivnim pristopom do dela za skupnost dokazuje, da je mogoče za domači kraj tudi z majhnimi sredstvi veliko narediti. Ker je kot človek velik v majhnih stvareh, nam bodo tudi velike stvari z njegovim zgledom postale bolj dosegljive. Predvsem pa bo svet okoli nas postal prijaznejši. Svojo nevsiljivo in vedno prijazno naravo nas prepriča, da so razlogi, da je vredno živeti. Čestitke, gospod Albin Košir. Plaketo občine Medvode prejme tudi Iztok Jelen. Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Medvode kot kandidata za podelitev plakete občine Medvode predlaga Iztoka Jelena. Predlagani kandidat je upokojenec in mednarodni šahovski mojster, ki je vse svoje življenje deloval na področju šaha in je bistveno prispeval k popularizaciji šaha na lokalni in mednarodni ravni. Njegovi najvidnejši dosežki, prispevki in delovanja so vrhunski tekmovalni dosežki v šahu na državni in mednarodni ravni. Bil je član 4-članske državne reprezentance Jugoslavije pri osvojitvi srednjeevropskega pokala leta 1981, večkratni prvak Slovenije ter mednarodni mojster Svetovne šahovske zveze od leta 1980. Omenimo vrhunske trenerske dosežke v šahu na državni in mednarodni ravni ter izjemen prispevek k razvoju šahovske kulture in šahovskega športa v Sloveniji. Iztok Jelen je avtor in izvajalec slovenskega nacionalnega programa šahovske kulture, avtor in izvajalec slovenskega izobraževalno-trenerskega sistema, avtor učnih načrtov in programov ter avtor številnih strokovnih, učnih in didaktičnih gradiv za vse stopnje šahovskega izobraževanja. Od leta 2015 dalje je tudi nosilec najvišjega priznanja Šahovske zveze Slovenije, Vidmarjevega priznanja za življenjsko delo. Čestitke, gospod Iztok. Hvala županu in predsedniku komisije za podelitev medalj. Čestitke še enkrat vsem prejemnikom. No, v njihovem imenu pa nam bo zdajle nekaj besed spregovoril Miro Rismondo, ki svojim iskrenim in srčnim delovanjem vedno najde pravi človeški stik s sočlovekom. Gospod Rismondo, prosim. Dobro večer vsem skupaj. Se ne vem, kaj se zahvalil. Zahvalil bi se vsem sovaščanom,
V teh letih, vsaj z moje strani, sem spoznal, da ko deliš sebe, svoje delo s skupnostjo, z vasjo, z ljudmi, ti skupnost nekaj vrne. V eni obliki, drugi obliki, vedno dobro. Tako da priporočam to, da delite to vsi, malo pa pomalo. Tudi ena rožica je dovolj, en kamen je dovolj. To je to. Hvala. Po jezeru blistri glava, čolnič plava sem trtja. V čolnu glasno se prepiva, da odmiva od gora. Mile ptice po dolinah in planinah se budi, ker so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgole. Ribam srca vsem igrajo, da skakljajo nad vodo. Še valovi šepetajo in šumljajo med sabo. Tukaj slava vence vije, srce bije nam gorko. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Da sinovi slave smo. Noben človek ni otok, celina sama zase. Vsak človek je del kontinenta, del celote. Smrt kateregakoli človeka zmanjša del mene, ker sem tudi jaz del človeštva. In zato nikoli ne sprašuj, komu zvoni. Zvoni tebi.
Cenjeno občinstvo, gospe in gospodje, dragi gostje, uradni del slavnostne seje ob občinskem prazniku občine Medvode, rojstnem dnevu našega rojaka Jakoba Aljaža, se tako približuje koncu. Hvala vsem, ki ste svojim petjem in udeležbo popestrili in obogatili slavnostno sejo. Vabim vas, da naše druženje nadaljujemo v družabnem delu nocojšnjega programa ob sotočju rek Sore in Save. Še prej pa prisluhnemo novi medvoški popevki Druga reka v izvedbi Ive Stanič in Gregorja Vtičarja, ki sta jo za vse vas, občanke in občani Medvod, napisala in uglasbila Gregor Rozman in Marko Mozetič Mozo. Naj vam napolni skrite kotičke srca in duše z ljubeznijo do sočloveka in našega prelepega kraja. Naj v vas poišče tisto pravo pot do vrha, s katerega bo najlepši razgled do src vseh ljudi. Hvala lepa. Ko sem v tvojem naročju, bila ti le namera. Ko padla sem ti v objem in tekla v tvojo strugo, iskala čvrst sem prijem, a ti si ljubil drugo, ker ti si druga reka, predaleč od usode, a bil bi mi obleka, kot zori so Medvode. Nešteto solz še hiti, usodi tej naproti, le ena ve, kje si ti. Naj se zdaj ne zmoti, a zdaj ti druga reka, si daleč od usode, a bil bi mi obleka, kot zaviso Medvode. Odšla bom do izvira in drugo pot izbrala, da ta nova izbira bo le najina obala. Ker ti si druga reka, predaleč od usode, a bil bi mi obleka, kot zori so Medvode. A zdaj ti druga reka, si daleč od usode, a bil bi mi obleka, kot zaviso Medvode. Hvala. Stefano
Zelo presenečen nad šahom.